Hvala, Maruša, tukaj iz edugodek.si in tole je drugi video v videoseriji o primerih videolekcij, ki jih lahko delamo v spletnih tečajih. Zdaj seveda v tej videoseriji ne gremo zdaj toliko v detajle, kako se to tehnično naredi, kot bolj to, da vam pokažem, da so lahko stvari zelo tehnostavne, torej tehnično enostavne in hkrati didaktično, torej izobraževalno učinkovite za naše udeležence, ker smo rekli konec koncev, gre za spletno poučevanje, to se pravi, moramo upoštevati neke zakonitosti, ki veljajo za spletno poučevanje in za prenašanje znanja preko zaslona oziroma nadaljavo. Zdaj, v tem videu, to se pravi, v tem drugem delu se posvetimo govoreči glavi. To je v bistvu to, kar vidite zdaj mene na ekranu. To se pravi, to je, ko se jaz pojavim na ekranu s svojim glasom in obrazom ali celo glasom in stasom. Recimo, fino je, saj mogoče celo dopasuje, jaz pač te opcije nimam, ker prikazujem tudi stvari, ki so za računalnikom. Da se pa pač pokombinirati, skratka tukaj je treba potem najti nek svoj stil, pa pač to je tisto, kar spodbujam vedno, da najdete nek svoj stil, pa nekako dodate svojo, bom rekla, svojo persono oziroma svojo osebnost noter v te videe, kar pomeni, ni treba, da so vsi narejeni po enakem kopitu, tako kot vidite mene ali pa tako kot vidite nekoga drugega. Zdaj, ta način snemanja najbrž prav tako v bistvu že poznaš, če delaš mogoče z Zoomom, pa če si se recimo če si do zdaj pripravljal video lekcije na Zoomu, bi pa tukaj v bistvu upozorila eno stvar, no. Na Zoomu pride kvaliteta posnetkov ful slabša ven. Jaz zdaj snemam to v načinu, ki je še slabši, kot ga sicer lahko dosežem na tem računalniku, pa s tole spletno kamero, pa s tem programom, pa ti lahko garantiram, da je ta posnetek dosti bolj kvalitetnejši kot tisto, kar pride ven iz Zooma, ker Zoom seveda pač zbija majčkeno kvaliteto, če samo zaradi internet povezave, pač, in pa v bistvu, kar je še pri Zoomu, je to, da se nam lahko zgodi, da včasih, ne vem, za sekundo nam pade kakšen internet dol ali pa kaj takega, ali pa kakšna stvar se zatakne, pa mogoče v bistvu pač pride do kovcanja, do teh hiccupsov, to se pravi, da mogoče kakšna stvar ni dobro posneta, sploh če imamo mogoče slabšo povezavo. Tale program, s katerim pa sama delam in je namenjen v bistvu prav za neke bolj edukativne namene, pa mimogrede za vajo ga lahko uporabljate tudi brezplačno, drugače pa zelo affordable, zelo dostopen, skratka $36 na letni ravni oziroma $6 na mesec, skratka želim predvsem to poudariti, da ne rabimo nekih zahtevnih orodij, ne rabimo nekih težkih orodij, ne rabimo nekih dragih orodij. Skratka, tole orodje je, torej nam omogoča torej to govorečo glavo. Bom pa zdaj zaključila tale delček in skočim v drugega, v katerem povem, kaj so pa prednosti snemanja na tak način. Zdaj, jaz vas v svojih programih, seveda v plačljivih programih učim torej tudi bolj teh, bom rekla, trikov in veščin, kako se postaviti pred kamero, oziroma ne postaviti pred kamero, ampak bolj kako v bistvu si s pomočjo tega orodja nastaviti zadeve, da so enostavne za snemanje. Skratka, učimo se trikov, po domače rečeno, trikov, kako v bistvu to narediti vse skupaj bolj lahkotno, tako da v bistvu pri govoreči glavi, sploh ko se jo na začetku učimo dodajati v spletne tečaje in mimogrede, ja, je ful super, govoreča glava ima svojo prednost in svojo funkcijo, da se v spletnih tečajih oziroma video lekcijah majčkeno bolj povežemo z ljudmi. Tudi vi verjetno raje gledate mogoče spletne tečaje, kjer je pač neka oseba gor, vsaj vsake toliko časa, pač seveda obstajajo neka določena pravila, kdaj govoreča glava, koliko govoreče glave, kakšen namen ima govoreča glava, no, jaz vas želim samo spodbuditi, da jo je enostavno narediti in da jo je vredno dodajati v spletne tečaje, ker poveča, bom rekla, to učno funkcijo, to se pravi, to premosti to razliko, da nismo skupaj, ampak da nas udeleženci gledajo preko zaslona. Torej, mali triki so tisto, v bistvu, kar lahko v samem tem programu naredimo, bom rekla, da je tudi celotna zadeva še bolj lahkotnejša. To se pravi, poleg tega, da nam že samo orodje omogoča, da imamo, bom rekla, neke take male malenkosti. Bom kar konkretna, recimo konkretno imam jaz zdaj levo spodaj na temle ekranu zapisane zapiske.
Tega recimo v Zoomu ne morete imeti, če snemate v Zoomu, oziroma morate imeti še neko dodatno beležko ali pa Word ali pa kaj takega pred sabo ali pa kakšne listke na papirju, da si recimo mogoče zabeležite ključne točke. Tako da tukaj imam pa recimo zadevo, ki mi vsake toliko cajta na hitrico pogledam, tole še moram zapovedati. Druga stvar je pa tudi to, da v bistvu je tukaj zelo enostavno editiranje. Skratka, ne rabite pol v bistvu, ne vem, najemati nekoga drugega ali pa zapraviti ne vem koliko gore časa, da urejate. Namreč na način, kot ga jaz učim, je pravzaprav urejanje dosti malo, tako da v bistvu ponavadi je treba porezati tukajle pri takele govoreči glavi, kot jo zdaj snemam, samo tisti del, ko jaz na koncu potem pogledam pa ustavim video, drugače pa v bistvu s pravimi triki in s pravim orodjem, ki nam omogoča, da snemamo tudi, bom rekla, bolj po delčkih, skratka, če gremo mi na Zoom snemati, pa želimo narediti eno video lekcijo, pa da je ta video lekcija 10-minutna, moramo snemati 10 minut v kosu, oziroma pač dobro, delamo lahko pavzo vmes. Ampak če se karkoli zmotimo, moramo spet dobesedno preposneti ali cel video, ali pa montirati zadeve, rezati, pa zlagati, pa tako naprej. Tukaj pa, če jaz snemam po koščkih, je podobno, kot smo že rekli pri prvem videu pri slajdih, tisti delček, kjer sem jaz mogoče, ne vem, karkoli rekla narobe, ali pa da sem naštudirala zdaj, da bi mogoče kaj drugače povedala, ga enostavno samo preposnamem. Tako da s pravim orodjem grejo zadeve dosti lažje. Zdaj, praktično implementacijo celotne te zadeve seveda delamo v mojih plačljivih programih. Štartni program je spletni edukator, spletni edukator naredi spletni tečaj, to je tečaj za samostojno učenje. Drugače pa v bistvu ta tečaj plus celotna ostala vsebina, ki podpre tudi celoten online biznis, to se pravi ne samo tako to, kako se naredi tečaje, pa kako se snema, pa kako mogoče še Zoom delavnice zraven se dela, ampak dejansko tudi celotno grajenje online edu biznisa, to se pravi vse od tega, kako naredimo strategijo izobraževalne ponudbe, kaj je tisto, kar bomo prodajali, pa kaj je tisto, kar bomo za promocijo delali, pa kako promovirati zadeve na socialnih omrežjih, da ne povemo preveč, pa da povemo glih prav, pa tako naprej. Skratka, do lansiranja online programov s pomočjo spletnih orodij, skratka vse to je zapakirano v spletnem hubu za edu podjetnike. Gre za članski program, kjer vas peljem, bom rekla, skozi cel proces in sem ves čas na voljo za support. Prvi korak, tisto, k čemu te pa pravzaprav zdaj povabim, prvi korak pa lahko narediš z mano v brezplačnem spletnem izzivu, Skreiraj spletni tečaj v 5 dneh, kjer dejansko pogledamo, kako se dela te spletne tečaje, da so res izobraževalno učinkoviti, da so tehnično enostavni za izgradnjo, to se pravi za pripravo, in pa naredimo tudi prvi korak v tem računalniškem orodju, to se pravi v tej računalniški aplikaciji, v kateri vas učim pripravljati spletne tečaje, da so v bistvu potem zadeve dosti enostavne. Skratka, prvi korak, tak na varen in brezplačen način lahko narediš, to se pravi v brezplačnem spletnem izzivu Skreiraj spletni tečaj v 5 dneh.